folk, pozdravljeni. Zdaj se bom prvič v življenju na nek način probil v nasoglavno. Rekel sem, hvala vam za vaše vprašanja. Izkoristil bom to možnost, da postavim gospodu Milanu Kreku par vprašanj. Upam, da bo razpoložen, ker pač se mi to zdi ključnega pomena. Prosim, če ta posnetek delite. Evo ga. Dober dan, gospod Milan. Živel sem Zlatko, novinar. Živel Krek. Novinar. Par vprašanj za vas. Eden od teh je iz Ptuja. Sprašujejo, če ste se živi. Kam greš, Milan? To je ta demokracija. In mi ga plačujemo, zato da nam ne znajo pojasniti določenih enostavnih vprašanj. Drugo vprašanje. Državljan sprašuje, ali se zavedate škode, ki ste jo povzročili državljanom Republike Slovenije? Jaz bi vas vam prosil, če nekate na mene odbrekovati. Ne. Glejte te lažljive oči, pogledajte. Samo, daj taško. Daj pusto. Telefon vam zvoni, Milan. Daj taško, ja. Telefon vam zvoni. Ali, dajte tja. Tretje vprašanje. Zelo zanimivo. Kakšno je tretje vprašanje? Koliko denarja je potrebno, da prodamo Slovenca? To niso moja vprašanja, naj še enkrat povem. Drž distanco kulturno, prosim te. Vse držimo distanco. Drž distanco. Gospod Krek, bi odgovarjal na kakšno vprašanje? Koliko denarja se dobi za 90 milijonov žrtvi, da ne poveste, da bo 90 milijonov žrtev? 90 tisoč. 90 tisoč. To je tudi vprašanje, Mi. ampak so nam povedali, da je v bistvu 10% tega, se pravi, ste se zmotili za 90%. Sam za 90. Kakšna je razlika, da lahko v tovarnah ljudje delajo, kjer jih je v nakupu 500 ali 1000, naši otroci pa ne morejo hoditi normalno v vrtec ali šolo? Gospod Milan, to so vprašanja državljanov Republike A vas je kaj Slovenije sram? iz Gospod, vseh Gospod, koncev. vas je kaj Jaz sram? imam samo vprašanje, zakaj ne dvigujete človeka, ko da bo Ne, hod mi vas ne Človek. samo sprašujemo. A ja, Ja. A je to nadlegovanje? ja, Okay. hvala Bogu. Ker To, vam... res? to je to. Ne, gospod, A vi pa ste ne v službi nadlegujete naroda. državljanov? A lahko jaz govorim? Vi ste v službi naroda in mi kot narod imamo pravico, da vas vprašamo določene No, stvari. nimate pa pravice mene preganjati po ulici. Kako se zdaj počuta? Je to normalno? Za vas očitno je. Ne, za mene to ni za mene nesprejemljivo. Samo če zginete iz javnosti, potem če vas srečam, je moja dolžnost, da vas vprašam, kako ste, je vse v redu? A nam gre na boljš? A nas čaka tretji val? A vas je kaj sram? Glejte, če bi lahko nehal, bi vas dovolil. A lahko nekam boste povedal? Nekam snemati tako, če se bomo pogovarjali. A mi date besedo, ker me res nič ne zanima. Glejte, prvič nimate distance, nimate maske, nimate ničesar. Ali, prosim, nekaj snemati, gospodu je neprijetno. Gospod Milan Krek, jaz sem vam postavil vprašanja, za katera so spraševali državljani Republike Slovenije. Vladni govorec Jelko Kacin je bil pred kratkim viden brez maske. Kako to komentirate? Vi ste prav tako viden brez maske na pumpi, a ne? Kako to komentirate? Ste plačali kazen 400 evrov? Ker jaz sem dobil kazen. Lahko nehate. Če ugasnem, bomo Lahko govorili. nehate. Lahko. No, potem nehate. A boste... Samo... Počas. Samo... Ne, ni prehoda za pešce tam, ne tja. Evo, prehod čez cesto, ne zadim, stav sem. Gremo okoli, pošteno. Čez zeleno gre res poti. Gremo tukaj, čez pet. Evo, pet sem. Dragi moji, to je naša realnost, to so naši strokovnjaki. Jaz ne želim nadlegovati nobenega. Normalno
In zdravo je, da si državljani, gre čez hiter, da si državljani Republike Slovenije postavljamo vprašanja in sprašujemo ljudi, kateri naj bi delali v našem interesu, o stanju in o napredku samega virusa in vseh ostalih stvari. Spoštujte distanco. V glavnem, gospod Krek, jaz bi se vam zahvalil, to je bil naš prvi intervju. Pa še eno vprašanje, zadnjo. Kdo v resnici zapoveduje in si izmišljuje ukrepe? Janez ali vi? NIJZ? Po besedah gospoda Fafangela, ki je sam povedal, da so določeni ukrepi nesmiselni, in kaj si o tem mislite vi? In še vprašanje mame, ki pravi sledeče: kje boste za božične praznike in s kom? Kje boste kupovali darila, če je vse zaprto? To bi bilo vse. Nimate odgovora? Hvala lepa. Gospod Krek, zdaj si predstavljate, kako je ostalim državljanom, ki si želimo samo vašega odgovora, vi pa boste ostali tiho. Jaz se vam zahvaljujem, ker ste bil moj gost, sprehajanje po Ljubljani. Želim vam predvsem zdravja in upam, da se zadeve čim prej končajo v pozitivno smer, v dobrobit vseh državljanov, da bodo otroci lahko šli nazaj v šole in da bodo lahko spet normalno ljudje živeli v miru, ker mislim, da je to ključnega pomena za obstanek demokracije. Hvala lepa in srečno do naslednjič. Sem prosil, če boste pozitivni. Gospod, sem že predelal virus. Zdaj pa tako, to, kar ste slišali, to je res. Imel sem virus, ne samo jaz, ampak vsi moji domači. Skratka, jaz vem, da se s tem ni zaigrati. To so bila samo vprašanja državljanov za gospoda Milana Kreka. In hvala, ker ste bili z nami. Lep pozdrav iz Ljubljane. Držite distanco, uporabljajte zaščito. Jaz uporabljam zaščito vedno šale. Zaradi tega, ker enostavno je to tudi dovoljeno. Tako da srečno do naslednjič in nasvidenja.